Mir. Od rojstva do smrti ljudje po vsem svetu iščemo odgovor na vprašanje, kako doseči mir na svetu. Kot govorijo podatki, se na svetu trenutno dogaja več kot 62 vojen, kar je največ po drugi svetovni vojni. Podatki UNICEF-a pa pravijo, da zaradi vojnih spopadov trpi okrog 500 milijonov otrok. In na srečo množica pevcev na našem odru ni med njimi. Vseeno pa z veliko zaskrbljenostjo in žalostjo spremljamo novice o vojni nedaleč od nas. Zato smo se odločili, da bomo nocoj s pesmijo poslali v vesolje množico pozitivnih misli in tako skušali nadaljavo tolažiti, dajati upanje in malce spreminjati tudi sebe. Na odru pozdravljamo vse šolske zbore. Zbor podružnične šole Šmartno. Starejši otroški pevski zbor. Mladinski pevski zbor. In zborček. Ter mlajši otroški pevski zbor, ki še čaka v dvorani in se nam bo prav kmalu pridružil na odru. Zvezno besedo vas bova tokrat vodili kar zborovodkinja Katja Gruber in učiteljica slovenščine Petra Lončar, saj sva mnenja, da sta vojna in mir predvsem domena odraslih ljudi. A želje po miru in zahteve, da živimo in rastemo v miru, to pa je pravica vsakega otroka. Zato jim kar prepustimo v glasbeno besedo. Nekatere misli in pesmi so res navdihujoče, zato jih bomo tudi prebrali. Sonce sreče si želimo, smeh, igranje, nič strahu. Soncem sreče zaživimo, svet ljubezni, svet miru. Mi
Naši pevci bodo v naslednji pesmi besedo mir zapeli v različnih jezikih. Latinsko, pace, svahili, amani, japonsko, hejba, špansko, pas, arabsko, salam, nemško, fride, hebrejsko šalom, in italijansko. pače. Besedilo govori takole. Mir, beseda, ki jo vsak pozna. Mir, največje upanje sveta. Odkar ta svet stoji, se večno v njem vrti ta želja, da povsod bi vladal mir, da z roko v roki bi premagali skrbi, da mir v slednjo vas se naseli. Mir, to je beseda, ki v tebi živi. Le dovolj ji, da se rodi. Be
Sedaj pa vabim na oder naš mlajši otroški zbor s pevci iz 1. in 2. razreda. Kar pridite. Pesmi o miru nam bodo zapeli. Nekaj verzov je res poročilnih. Mir je beseda čarobna, kratka, 3 črke kot noč. Le da je noč vsa turobna, mir pa brezmejno ima moč. V drugi pesmi pa bomo slišali: svoboda in mir se rodita takrat, ko človek prizna si kup svojih napak. Od jeze in zlobe se pamet skali in srček naenkrat povsem ponori. Svobodo in mir le tako pomnožim, da v mislih in srcu pošteno živim.
Drugi zborček nam bo zapel takole. Nocoj, na poseben ta večer, naj zbližata nas na smeh in mir. Naj zvezde zažarijo, nebo nad nami osvetlijo. Naj sreča v srcih se zbudi, iskrico v očeh otroških prebudi. naš mladinski zbor se je aktivno pripravljal na ta tematski koncert. Sami nam bodo sedaj zapeli 2 pesmi na temo miru. Prva je tuja, a je prevedena v slovenščino. Druga pa je izpod peresa mladega slovenskega avtorja Andreja Makorja z naslovom Krila miru. Pri tej pesmi se bodo mladinskemu zboru kot posebne vrste inštrumentalisti pridružili člani starejšega otroškega zbora. Prepustite se torej mislim o miru
ujetim v večglasne melodije mladinskega zbora.
Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol, ki deluje pod okriljem Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. To pomeni, da smo uresničili že več akcij in projektov na temo miru. Tako z dejanji mir postaja viden, slišen in živ opomin, da mir ni samoumeven, temveč je vrednota, ki jo je treba negovati vsak dan. Otroci imajo pri tem ključno vlogo. Njihove besede, ustvarjalnost in dejanja nosijo upanje in gradijo temelje sožitja. Poglejmo si kratek film, ki je nastal o poti zvezka številka 7, v katerega so svoje prispevke dali tudi naši učenci. Pot zvezka 7 se je začela 2. junija 2025 na predstavitveni tiskovni konferenci v Ljubljani. Od tam je zvezek z vlakom potoval v Celje in nato v Zgornjo Savinjsko dolino, na osnovno šolo Nazarje. Prav tam je nastal tudi logotip projekta Veter miru, ki ga je narisala sedmošolka Ronja Polovšak. Po zapisih nazarskih učencev je zvezek potoval v Celje, kjer so vanj svoje misli o miru dodali učenci osnovne šole Lava in dijaki gimnazije Celje Center. Tako so svojim tradicionalnim pticam miru dodali novo, še močnejšo sapo Veter miru. Nato je veter ta zvezek ponesel daleč stran, v Irak, v zgodovinsko zibelko kulture, v Bagdad, kjer so ga sprejeli dijaki palestinske srednje šole. Sredi poletne vročine in med počitnicami so si vzeli čas za iskrene misli, saj verjamejo, da lahko preprosta beseda prečka vsako mejo in da mir začne rasti že z majhnega peresa, ki nosi veliko sanj. Njihova sporočila govorijo o ljubezni do domače zemlje, o vztrajnosti, o sanjah in o reki, ki uči življenje še metati. Ustvarjaj mir in sej upanje. Zvezek je nato odletel na Šrilanko, v največjo mrežo mednarodnih šol v državi. Tudi tam so učenci z velikim navdihom pisali svoja sporočila miru in tako pustili pečat v globalni verigi mladih glasov. Zadnja postaja zvezka 7 je bila Japonska. Japonski dijaki so zapisali, da sanjajo o svetu brez vojn, strahu in diskriminacije. V svetu, kjer lahko vsi otroci varno odraščajo, imajo šole, hrano in dom. Hrbenijo po tem, da bi ljudje bolj skrbeli za planet, varovali naravo in ustvarjali zeleno prihodnost. Tako je zvezek 7, gnan z vetrom miru, povezal 4 države, 4 šole in 4 kulture v en sam skupen glas mladih. Glas za mir in upanje, ki se zaključi s prošnjo. Prosimo, prisluhnite glasovom mladih. Prihodnost pripada nam, a tudi vam. Gradimo jo skupaj. Lani je iz misli naših učencev v miru nastala pesem, ki je naša zborovodkinja Katja dodala melodijo. Učiteljica Janja jo je prevedla v angleščino, skupina naših pevk pa jo je zapela v Ljubljani ob začetku mednarodnega projekta Veter miru. Pa ji prisluhnimo še mi.
Petra, pa se tebi zdi, da mi sploh lahko premaknemo svet na bolje, da lahko kaj pomagamo k miru? Meni se zdi, da je vse odvisno samo od velikih velesil. One odločajo o tem, kje bo kakšna vojna nastala ali se končala. Pa ni čisto tako. Že s tem, ko sedaj intenzivno razmišljamo o miru, lahko vplivamo na prihodnost. Kaj pa, če bo kdo od naših pevcev nekoč postal predsednik države ali minister za obrambo, mogoče evropski poslanec, ki bo lahko vplival na večje odločitve? Ja, to je že res za prihodnost. Kaj pa za sedanjost? Jaz si želim, da bi se sedaj takoj vojna končala v Ukrajini, v Gazi in Izraelu, pa v Nigeriji, Sudanu, Venezueli in še kje. Tukaj na hitro res ne moremo pomagati. Lahko samo poskrbimo, da bomo mi med seboj gojili slogo in prijateljstvo, pa da bomo sprejeli begunce, ki prihajajo k nam z vojnih območij. In kadar na majhno, vsakodnevno nasilje odgovoriš z nenasiljem, takrat si ustvaril mir. Strinjam se. Vsak dan imamo veliko priložnosti, da delamo mir. Tako, da imamo radi drug drugega, da skrbimo drug za drugega, da si želimo najboljše za drugega, da z drugimi ravnamo tako, kot bi želeli, da oni ravnajo z nami. Monika nam bo sedaj zapela pesem s pomenljivim naslovom Jaz dam svoj glas za mir. Pesem je sicer prevedena iz angleščine, a ima res močne misli o tem, da se mir lahko začne prav z menoj. Jaz dam svoj glas za mir, za zdaj in za čase vse. Naj nas poveže vse, na svetu je le en mir. Jaz dam svoj glas za mir, kar z mano se naj začne. Yes.
Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka. Topline malo, ljubezni nežne, miru vsaj malo, si zdaj želim. Tako je v nemščini zapela na Evroviziji leta 1982 pevka Nicole in takoj osvojila srca ljudi. Drobna pesmica z željami o miru živi še danes. Prevedena je v mnoge jezike, tudi v našega. Prisluhnimo tej evrovizijski uspešnici v izvedbi našega združenega zbora solistkama Nežo in Evo. Nato pa še znani pesmi pevke Regine Naj ljubezen združi vse ljudi.
naši dolini imamo poete in pevce, ki opevajo mir. Zborovodkinja Katja je na spletu našla pesem Anomal miru. Besedilo zanjo je napisal Primož Vasle, glasbo pa Franci Podbrežnik, ki ga najbrž poznate kot pevca in napovedovalca. Pesem je zapel kar svoji domači Solčavščini. Ja, precej sem se namučila, da sem to narečje spremenila v zapis in da smo se ga naučili. Upam, da nas boste razumeli in razbrali lepo sporočilo te pesmi, da je namesto vsakdanjega hitenja, prepiranja in zaskrbljenosti zagvišen boljš kak pesem za pet. A je redo? Ja. Kot Savinčanka nisem s tem čisto zadovoljna, moja Katja, ampak to se reče, zagvišno je boljš kak pesem za pet. Star.
Katja, a ti veš, kdo so bili hipiji? Seveda vem, sem že malo dlje na svetu kot ti. Torej, hipiji so bili tako bohemsko gibanje iz 60-ih let prejšnjega tisočletja, ki so močno nasprotovali vojni in kapitalizmu. Iskali so svobodo, mir, ljubezen, ter so bili malce odmaknjeni od realnosti. Nosili so dolge lase, pisana oblačila, džins, rože, naglavne trakove, očala raznih oblik in oboževali so rock glasbo. Menda je bil tudi John Lennon od Beatlov pristaš tega gibanja. Gotovo je zato napisal čudovito pesem Imagine, ki je postala kar hipijevska himna. Ja, to pesem nam bo sedaj zapel mladinski zbor solist Koronjo. Ker bo vsebina angleška, naj povzamem nekaj misli iz te Lennonove pesmi. Predstavljam si, da bi bil svet brez nebes in brez pekla, brez držav, mej, religioznih delitev in brez vojn. Lahko mi rečeš, da sem sanjač, ampak nisem edini. Upam, da se mi pridružiš tudi ti in da bo svet zaživel enotnosti. Lepo, a spet se mi postavlja vprašanje, a je tak svet res nemogoč ali pa ga preprečujejo le naše miselne meje? Naj vsakdo poišče na to svoj odgovor.
Poglej, Petra, jaz sem napisala tule eno pismo, pa ne vem natančno, kam naj ga pošljem. Ja, pa sej menda pa veš, komu si ga napisala, a imaš naslov? Ne, nimam. Napisala sem identično pismo dvema velikima predsednikoma, za katera vem, da imata v svojih rokah ogromno odgovornosti in lahko pomagata ustvariti mir. Ja, no, kaj pa si napisala? No, poslušaj, tako. Gospod predsednik, pišem vam, ker me skrbi za vaše zdravje. Ali pa bi vam ne bilo lažje spati in bedeti, če bi se znebili skrivnega ključa, s katerim sprožite tisto največjo jedrsko bombo? Pravijo, da lahko pobijete ves svet v manj kot 1 minuti. Ali je res, da nam lahko vzamete vse naše sanje? Da lahko umremo z enim vrtljajem vašega ključa? Ni prav, da odločate o moji, o naši prihodnosti. Ali ne bi raje odvrgli ta ključ in pozabili na to pogubno odgovornost? Bi lahko uslišali to mojo majhno prošnjo? Gospod predsednik, ne odlašajte, zdaj je čas za vaš pogum. To bo vaš najodličnejši dosežek. Oznanite svetu, da je nastopil dan miru in zapisali se boste v zgodovino zavedno. Kaj praviš, ko se ti zdi tole v redu sestavljeno? Ja, lepo, da si se domislila pritisniti na čustva odločevalcev. Bojim pa se, da takih pisem pride veliko na najvišje urade, a končajo v gori odpadkov. Bolje bi bilo, da skušaš najprej vplivati na svojo bližnjo okolico, da izkoristiš svojo državljansko pravico in voliš take politike, ki se ti zdijo pošteni in sposobni vplivati na odločitve. Če so pa na videz vsi in tudi po obljubah vsi krasni, no to pa se hitro spremenijo in skrbijo samo zase. No, vsekakor bom za mir še naprej navduševala naše otroke, predvsem s pomočjo nagovarjajočih besedil. Verjamem, da se bodo lepi verzi dotaknili mladih duš in da bo nekoč iz tega vzklilo nekaj lepega in koristnega. Tako je prav. Če pisma predsednikom nimajo moči, jo bo pa morda imela vaša pesem. Zapeli boste, da je ljubezen sončni žarek, ki lahko ogreje še tako mrzlo srce. Prepustimo se skupnemu zboru in solistki Brini v pesmi Ljubezen sončni žarek je, nato pa še znani slovenski popevki Svobodno sonce.
Izzvenela je naša 15. pesem o miru, le eno še imamo na sporedu. Prav vesela sem, da ste se odločili pripraviti koncert s tako tematiko, saj je naša šola letos slovenski sedež nacionalnega projekta UNESCO pridruženih šol. In kot je zapisala naša slavistka, učiteljica Ksenija, ki je gonilna sila tega projekta, je glavni cilj utrditi mir v glavah in srcih preko aktivnega delovanja in sodelovanja. No, pevci, bi še vi radi kaj sporočili publiki v dvorani? Nočemo vojne! Nočemo vojne! Hočemo mir! Hočemo mir! Hočemo mir! Hočemo mir! Mi smo za 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 mir! Pa povejmo še to z zadnjo pesmijo.